Moja prva izkušnja z Airbnb-jem je v bistvu bila ravno v New Yorku. New York je kar drago mesto. Šla sva dva in najprej sva iskala nočitev na booking.com, ampak neke ugodne nočitve za 8 dni žal nisva našla. Potem pa sva oba pač se obrnila na Airbnb. Tam sva pa našla kar nekaj prenočitev z zelo ugodnimi cenami in na koncu sva se odločila za stanovanje v Brooklynu. Stanovanje je imelo 4 spalnice, 2 kopalnici, kar veliko kuhinjo in pa dnevni prostor oziroma dnevno sobo. Že po samem opisu in slikah ter lokaciji, katero sva preučila pač preko Google Maps, sva ugotovila, da je to v bistvu najboljša lokacija stanovanja, ker je tudi bila cena zelo ugodna. To je bilo 59 evrov za 2 osebi na noč, tam sva pa bila 8 dni. In to naj je potem nekako prepričalo, da so se odločila za tole stanovanje. Pomembna nam je bila bližina metroja, s katerim so se dnevno večkrat vozila v mesto. Pa tudi zaradi tega, ker je v bistvu to bila tudi redna linija, ki je vozila tudi proti letališču. Tako da sva v bistvu, ko sva šla na letališču na metro, sva izstopila na tej postaji, šla nekaj minut peš in že bila pri stanovanju in potem, ko sva se vračala, isto šla do metroja, lepo pa potem samo do letališča. Stanovanje je imelo, kot sem že prej omenil, 2 kopalnici in všeč nam je bilo tudi to, da v bistvu ti 2 kopalnici nista bili nikoli okupirani, ko so se midva želela iti tuširati. Tako da to je bil zelo velik plus, glede na to, da je bilo isti čas v stanovanju še 6 ljudi. In v bistvu stanovanje je bilo zelo prostorno, zelo tudi čisto, urejeno. Spalnica je bila točno taka, kot je bila na sliki, tudi čista, zelo udobna postelja. Všeč nam je bilo tudi, da je vsaka spalnica imela svoj ključ od stanovanja in pa od spalnice. Torej, varnost je bila dejansko zagotovljena. Spalnice, kopalnice, dnevni prostor so kar redno čistili in to je bilo vedno urejeno. Čistoča kuhinje pa je bila bolj odvisna od samih stanovalcev. Namreč, to je bilo tako bolj nekje srednje čisto, kajti polno je bilo smeti, kar je bil nama zelo velik minus, ker pač v Sloveniji smo zelo navajeni ločevati in pač so nas res dobro zdresirali v tem. Tam pa je žal v košu končalo marsikaj in potem tudi ob košu, na mizi. Tako da to je bilo potem dnevno treba čistiti, v bistvu vsak zase je verjetno moral počistiti, ko je hotel kaj jesti ali pa premakniti nekatere stvari. Tako da to nama je bilo malo bolj tak. V pravilih, ki jih ima lastnica stanovanja, je pisalo tudi, da mora biti mir po 10 uri zvečer. Kar pa prvih nekaj dni absolutno ni držalo, ker najine sostanovalke so bile zelo glasne, vse tam do 3. ali 4. ure zjutraj. Ampak dobro, nekje po 3 ali 4 dneh se je to vse skupaj uredilo, saj so te sostanovalke zapustile stanovanje. Nek minus ima tudi hladilnik, kajti vsaka spalnica je imela svojo polico v hladilniku in na nekaterih policah so v bistvu stale tudi stare stvari od prejšnjih stanovalcev in potem je to vse zastaralo, nekaj je tudi potem zgnilo in potem je imel hladilnik kar en neprijeten vonj. Tako da, če si hotel dati kaj v hladilnik, si moral tudi kdaj kaj stran vreči, ker pač žal rok uporabe je potekel ali pa tako, kot sem omenil, je kaj zgnilo. Tako da včasih vonjave, ki so ji prihajale, ko si odprl hladilnik, niso bile ravno prijetne. Kot negativno izkušnjo bi opisal tudi prvi dan, v bistvu prvih nekaj minut, ko sva prispela do stanovanja, ni bilo ključa v eni škatlici s kombinacijo. In midva oba sva bila v bistvu v šoku, po dolgem potovanju ni ključa, kjer si se zmenil. Še dobro, da sem imela kodo za vstop na glavnih vratih od hiše. Tako da potem, ko sva stopila skozi glavno vhodna vrata, sva samo šla gor do stanovanja. Pozvonila na stanovanju, nam odprl en zmeden tip in rekel, da je čisto pozabil nastaviti tale ključ. Ampak malo je bilo zelo neprijetno, zaradi tega, ko dolgo potuješ, si utrujen, si želiš malo spočiti, malo se vreči na posteljo, se mogoče stuširati. Potem pa pride do komplikacije, da ni ključa, malo pač poživčkaš. Tako da to je bilo pač prvih 10 minut rahlega šoka, ampak potem je bilo vse v redu. Ampak celotna izkušnja pa je bila v bistvu super. Tako da jaz bi nočitev preko Airbnb-ja zelo priporočam. Je malo drugače,
ampak je zelo fajn, ko vidiš, da si mogoče kdaj pa kdaj lahko skuhaš svoj obrok in ješ tisto, kaj je tebi po godu in ne rabi zapravljati velikih sodenarja v raznih restavracijah. Pa tudi uporaba spletne strani Airbnb je zelo preprosta. Povežete se lahko kar z Facebookom ali pa Google računom, s tem opravite registracijo, napišete nekaj kratkega o sebi, kdo ste, kaj počnete v življenju, kakšni so vaši interesi in podobne stvari. To je zato, da potencialni stanodajalci v bistvu zvejo malo več o vas, da imajo neko predstavo, kdo prihaja k njim. Stanovanja so zelo lepo predstavljena, zelo lepo opisana, jasna pravila, tudi cene, tudi način plačevanja, potem je zelo enostaven in v bistvu vse kar hitro steče, ko potem človek izbere neko stanovanje. Tako da res priporočam. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič.